Dober dan, spoštovani gledalci. Sem Jasna Martinjak, raziskovalni projekt Povej. Smo v drugem delu naše raziskave in pogovarjamo se z našimi poslanci. Tokrat je z mano gospa Alenka Jeraj, poslanska skupina Slovenske demokratske stranke. Pozdravljeni, gospa Jeraj. Pozdravljeni. Se pravi, vi ste poslanka iz volilnega okraja Ljubljana Rudnik. Pa me zanima, kakšna je vaša povezava z vašo domačo občino in predvsem s predstavniki lokalnih skupnosti. Torej, moje območje obsega praktično 5 občin, v celoti občino Ig in v celoti občino Velike Lašče, delno pa občine Brezovica, en del Ljubljane in del občine Škofljica. Zdaj v vseh teh občinah imam poslansko pisarno, torej v Podpeči za Brezovico, na Igu, Velikih Laščah in na Škofljici. Za Ljubljano malo manj, no, ampak občasno pač naredim kakšen dogodek v Črni vasi in ta barjanski del, ki spada še v moj volilni okraj. V kontaktu sem tudi z vsemi župani, ponavadi se itak treba z njimi dogovoriti za poslansko pisarno, pa tudi če potrebujejo kakšno pomoč, ker vemo, da so nekatere stvari, na primer državne ceste po občinah in to vezane na državo in državne projekte in državni proračun, tako da v preteklosti smo kar več takih stvari naredili, recimo Ižanska cesta, ko se je obnavljala, potem povezava Ig-Škofljica, tudi takrat smo v proračun na državni ravni vključili to investicijo, potem most v Podpeči recimo, ali pa odmikališča na državni cesti Ljubljana-Kočevje, ki gre čez občino Velike Lašče. Drugače sem pa na Igu tudi občinska svetnica, zdajle mislim, da že 3. mandat, tako da v bistvu tudi sooblikujem lokalno politiko, no, kolikor se da, ker smo prejšnji mandat v bistvu bili delno sodelovali z županom, no, ampak bili bolj opozicija, no, tako da naši predlogi niti niso bili kaj zelo uslišani, no, zdaj je situacija malo boljša, tako da upam, da bomo bolj uspešni pri svojih idejah. Se mogoče na vas obračajo tudi predstavniki vaških svetov? Tudi pa, glede na to, da imam poslansko pisarno, prihajajo ljudje z različnimi problemi, ne, ljudje pač se ne ukvarjajo s tem, a si ti na državni ravni ali lokalni, ko imajo en problem, pač poiščejo nekoga. Velika večina stvari, s katerimi pridejo v poslansko pisarno, so res bolj lokalne narave in običajno se to zgodi potem, ko od župana niso dobili neke zagotovila, da se bo neka stvar uredila, ali pa se niti, večinoma se najprej obrnejo na občino, no, ampak potem, če ni nekih rezultatov, ne poiščejo tudi mene. Jaz pač, če lahko, poskušam vplivati, kot sem rekla na Igu, ker sem svetnica, lahko to tudi izpostavim na občinskem svetu, tako da nekaj je že bilo takih primerov, ko imajo ljudje tam poplave ali pa kaj podobnega zaradi kakšnih investicij, ki niso bile pravilno vodene in dobro izvedene. Se pravi, dobro, da vas imajo. Imamo? Ja, bi jih mogli vprašati, če so zadovoljni. Verjetno, da so, ne, drugače me ne bi izvolila, ne. Je pa res, da vedno se ne da pomagati, ne. Veliko problemov je tudi takih, ko imajo ljudje kakšne težave na sodišču, se jim kakšni postopki vlečejo. Tukaj pa dejansko ne moramo narediti nič, razen da jim svetujemo, da pač zahtevajo mogoče tudi pač odločanje v razumnem roku in pač nekaj teh postopkov, ampak to mora pa sami narediti s svojimi odvetniki, ne, tukaj pa dejansko mi ne moramo se umešati nekako v sodno vejo oblasti. Se pravi, dobro, da vejo, s kakšnimi problemi se lahko obrnejo na vas. Ja. Hvala. Kakšno je vaše stališče glede strankarske demokracije v razmerju do nestrankarske demokracije? Ja, jaz mislim, da sistem, ki ga imamo, je nekako sprejet, zato smo se odločili, so se odločili, ne, že pred nami. Verjetno pa imamo še nekaj, bom rekla, takih poporodnih ali kakšnih bi rekel težav. Namreč izhajamo iz totalitarnega režima in kakšnih navad in vzorcev nismo še opustili, ne. To zna biti problem. Tudi takole vsakokratno neko ustvarjanje novih strank, tik pred volitvami ni ravno v prid demokraciji, ne. Vseeno morajo ljudje priti z nekaj izkušnjami, spremljati politiko, ne moreš se kar danes spomniti
ravno pri zdajšnjih poslancih ali pa tudi že v prejšnjih sklicih, a ne, vidiš, da ljudje do včeraj parlamenta niti gledali niso, ne, sploh ne vedo, kaj se je dogajalo in potem seveda ponavljamo iste napake, predlagajo stvari, ki so bile že enkrat ukinjene, ker niso bile, niso funkcionirale, tako da ogromno energije se zgubi, a ne, ko bi že lahko naredili neke korake naprej, vsi skupaj, a ne, ker itak en sam ničesar ne more, ampak se je treba povezati in prisluhniti tudi argumentom drugih. Nikoli ni vsa pamet ali pa vse dobre rešitve na levi ali pa na desni, ne, treba je pač iskati neko srednjo pot. In si želim, ne, da bi bilo mogoče bolj podobno kot v Evropskem parlamentu, recimo, ko se pač toliko časa pogovarjajo, da pridejo do ene rešitve in praktično večino stvari ne sprejmejo s preglasovanjem, ampak se dogovorijo. Vsaj glavni dve stranki v Evropskem parlamentu. Ne. Ampak seveda osnova vsega pa je, da upoštevaš tudi mnenje drugega. Pri nas pa zadnjih nekaj mandatov vidimo, ne, da vse, kar predlaga opozicija, se zavrne in to seveda ne pelje nikamor. Ne. Potem smo pa ravno včeraj imeli razpravo, ne, in rečejo, smo vsi so krivi, da je v zdravstvu tako. Nismo, ne. Tisti, ki smo glasovali proti ministrici Milojki Kolar, proti dvakrat podprli interpelacijo, ko smo vedeli, da sprejema napačne odločitve, nismo krivi. Ne? Krivi so tisti, ki so pritisnili glas za njo, ki so dali glas za različne zakone, zaradi katerih imamo danes težave. Ne? Hvala. Kakšno pa je vaše stališče glede reprezentativnega, se pravi predstavniškega mandata, glede na 82. člen Ustave RS in glasovanje po prepričanju stranke? Se pravi, a je to mandat volivcev, ko so vas izvolili, ali je mandat stranke? No, mi se v vseh odločitvah dogovarjamo na seji poslanske skupine in pač, če ima kdo kakšne zadržke, seveda vsi ne pokrivamo vseh zakonov, mi si to razdelimo glede na odbore, kdo je v katerem odboru, kdo katero področje bolj pozna in tisti, ki je zadolžen za določen zakon, tudi predlaga, kako bi glasovali. Vedno pa seveda vodja poslanske vpraša, ima kdo kakšen zadržek, misli drugače, bi kaj drugače naredil in se je že zgodilo, da nismo enotno glasovali, če je pač tisti poslanec argumentiral, zakaj misli, da se nek zakon ne bi podprl in ga potem tudi ni podprl, ni bilo nobenih težav. Ne. Je pa res, da ko si vladna stranka v koaliciji, kakšnih takih hudih izletov si vse ne moreš privoščiti, ne, zaradi tega, ker je pač od tega tudi odvisno, je kakšen zakon sprejet ali ne, ampak mi v glavnem teh težav nimamo, zato ker vse rešitve predebatiramo na strokovnem svetu, v raznih plenumih, ki jih sicer imamo v stranki in tako da v glavnem, ne, z argumenti nekako pridemo skupaj. No. In tudi ne predlagamo takih rešitev, ki bi bile recimo, pač predlagamo tisto, kjer smo več ali manj enotni, ne, in se nekako strinjamo. Hvala. Je morda kaj, kar bi želela kot poslanka sporočiti gledalcem? Mogoče samo to, ne, da velikokrat si mislimo, politika me ne zanima, ne želim se ukvarjati s politiko in tako, ampak politika veliko ali pa večino stvari v našem življenju kreira, ne, zato je pomembno, da spremljate, a ne, kaj delamo, kako se obnašamo v parlamentu, kakšne rešitve podpiramo in se tudi udeležite volitev, a ne. Tisti, ki vas prepričajo, za katere menite, da razmišljajo podobno kot vi in si želite takih rešitev, kot jih tudi sami mogoče predlagate, je prav, da greste na volitve in volite vsakokrat, ne, čeprav včasih izgledajo stvari tudi malo brezupne, ampak niso, ne, vedno se pač premikamo naprej, ne, včasih malo hitreje, včasih pa malo počasneje. Res je. Hvala, spoštovana gospa Jeraj, in hvala tudi vam, spoštovani gledalci, za ogled in pozornost. Pa nasvidenje.